Kaj ste najbolj pogrešali v času šolanja na daljavo? V bistvu sem najbolj pogrešala komunikacijo, pa ne toliko med profesorji pa študenti, ampak med samimi študenti, ker večkrat se je zgodilo, da smo imeli, ne vem, kakšno delo v skupinah, kakšne terenske vaje, pa se je bilo treba kaj dogovarjati, pogovarjati med sabo, ampak enostavno pač ni šlo, ker se niti nismo poznali, niti nismo vedeli, kako je komu ime, niti nismo vedeli, s kom točno se pogovarjamo, večinoma nisi niti videl sošolcev, nisi niti videl, s kom se pogovarjaš, pač v bistvu je bil samo en črn kvadratek in to je bilo to. S kakšnimi izzivi si se srečala med šolanjem na daljavo? Takoj na začetku je bilo predvsem težko zorganizirati glede poteka predavanj, ker zdaj par predavanj je že bilo na spletu, ampak ene par predavanj smo imeli pa pač še vedno na šoli in glede na časovno trajanje predavanj je bilo to zelo težko uskladiti, ker da ti prideš v šolo, da slediš enemu predavanju in da pol do časa prideš nazaj do doma, da se lahko povežeš na Zoom in da spremljaš drugo predavanje. V glavnem enostavno ni šlo pač. Ne da se zorganizirati, sicer pol je bilo to malo lažje, ker je šlo vse skupaj na splet, pa se ni bilo treba več toliko sekirati s prevozom, kdaj moraš od doma, na kjer avtobus moraš, kdo te bo pol v nekem drugem kraju pobral za to, da se boš lahko peljal naprej in da ne boš zamudil predavanja. Je bilo kar ene par izzivov, no, ampak meni se zdi, da predvsem je bilo pa to izziv tudi za profesorje, ker nobeden ni točen vedel, kako ta Zoom deluje, nobeden ni točen vedel, kaj vse se da z Zoomom. Recimo snemanje predavanj, na začetku to ni bilo znano, da se to da, ne. Tudi nismo vedeli, da se da deliti ekran, recimo nekateri profesorji pač, ki bi mogli nam deliti svoj ekran, zato da bi mi lahko dejansko spremljali, kaj se na predavanju dogaja, so imeli prvih 15 minut grozne težave in smo recimo zaradi tega pač zgubili tisti čas predavanja, ki bi ga lahko porabili za to, da bi eno snov že obdelali. Jaz mislim, da je bilo pozitivno predvsem to, da potem, ko smo se enkrat naučili dejansko uporabljati Zoom in ko smo dejansko dojeli, kako delujejo ta predavanja na daljavo, je bilo zelo dobro predvsem to, da so se predavanja dala posnet, se pravi tudi, če je nekdo zbolel, če nekdo pač ni imel opcije, da tisti trenutek spremlja predavanje, si ga je še zmeraj lahko ogledal, ne vem, kakšne 2 ure kasneje ali pa mogoče tudi kakšen dan kasneje. Tudi kar se izpitov tiče pa tega, veliko lažje je recimo, da se ti pol naučiš, če lahko še enkrat greš skozi to, če lahko še enkrat poslušaš razlago profesorja in se mi zdi, da smo s tem dokazali tudi za naprej, da če nekdo se ne more udeležiti predavanja, da vse ni toliko težko, recimo samo priklopiti Zooma, pa klikniti tistega rekord, zato da se pač predavanje posname še za tiste, ki ga zdaj niso mogli spremljati. Kakšne bi bile vaše rešitve za boljši dostop in kakovostno izobraževanje med COVID-19 ali med izrednimi situacijami? Predvsem se mi zdi, da bi mogli bolj izobraziti profesorje in študente na tem področju, ker tako kot je bilo zdaj, ko se je vse skupaj kar naenkrat začelo, ko smo kar naenkrat začeli študirati na daljavo in ni bilo nobenega stika več, je bilo precej težko, ker dejansko povezava ni bila vedno dobra, nisi se mogel priklopiti na predavanje, včasih dejansko link, na katerem naj bi bilo predavanje, ni delal in nisi mogel do predavanja priti. In se mi zdi, da bi lahko večino, kar se teh stvari tiče, tudi to, da ne znaš deliti ekrana in marsikakšne podobne funkcije Zooma, ki jih marsikdo pač res ne zna uporabljati. Zdi se mi, da bi te težave lahko odpravili enostavno s tem, da bi imeli pač neko izobraževanje glede teh pač spletnih predavanj. Kaj ste najbolj pogrešali v času šolanja na daljavo? Ja, mislim, da na splošno rutino generalno, zato ker glavna stvar pri covidu je bila ta, da je zelo težko pričakovati in pač predpostaviti, kaj se bo zgodilo, in da kot nekdo, ki se dosti zanaša na rutino in ki mu rutina zelo lahko poče, je to, da lahko vsak dan, da bi lahko dobil novico na mailu, da tega pri Foxa ni, ali pa to uro bomo imeli zdaj, ne pa zdaj,
je lahko včasih ful plane kvaril in pač generalno pa proizvaja anksiozno, saj navaditi se na novo lahko. Ni noben kriv, situacija je pač taka, kot je. S kakšnimi izzivi ste se srečevali? Najbolj izzivno od vsega je danes bila, mislim, logistika. To, da ajde že to, da treba na vse te perfokse pa ta male naučiti, da uporabljajo vse te tehnologije, ampak je pa bilo pač še uskladiti vse, poskrbeti, da smo vsi istočasno tam, kam moramo biti, pa tudi to, ko se stvari spreminjajo, ok, zdaj imamo v živo, zdaj bomo imeli vse od doma, ali pa ok, zdaj imamo vse od doma, bo vse živo. Dejanski ta logističen del, imeti nekoga, ki bi lahko centralno vse to splaniral, mi bi še bil najbolj težaven, ker dejansko pač toliko se vse spremeni, da ni mogoče vse dati na eno osebo, tudi čeprav bi bil to dejansko dobra rešitev, da nekdo vse to organizira in planira, ne pa da tako, da vsak perfoks to počne zase, ker pa je veliko konfliktov pa težav lahko nastane. Kaj so bile pozitivne oziroma negativne plati izobraževanja v času COVID-19? Pozitivno jaz bi rekel, da so bila, da smo nekako dvignili splošen nivo tehnične izobraženosti pri šolskem kadru, da kakor toliko je zdaj, da vsak perfoks, tudi če je ful star, ve, kaj je Zoom, ve, kje se to klikne, kje ta link naj bi bil poslan. In ja, generalno, če bo še kakšna taka situacija, verjetno ne bomo tako nepripravljeni, čeprav ne vem, če se ta situacija bo kadarkoli končala, ampak je neki splošen nivo, kako bi rekel, pripravljenosti, ki smo ga dosegli zaradi COVID-a, če že moramo iskati srebrno črto. Negativen pa je ta, če vzamemo direkten kontrast od tega, da res nismo bili pripravljeni, in da je velik del zapravljenega časa bil samo pač sploh skontati, ok, kaj pa kako zdaj. In da v tej paniki pa vsemu ful otrok je izgubilo priložnost učiti se, ful tudi zanima pač, kako je tudi mature vplivalo, četrtiletniki tak težak čas, posebno za srednjošolce. Ali pa prvi let faksa, ta primanjkovanje tega fizičnega kontakta, če je kdo tak zgubljen kot jaz, ful je odvisen od tega, da pač pride tam fizično in da najde enega bogega reveža, kjer ga se bo kot pijavko zlepo, da pa kam to, kako to, kam naj grem s tem, kako naj napredim to. In če si od doma, poj že med faksom, pač ko začneš, ali pa četrtletnika, se boš težje uvedel vse to, pa ko prideš nazaj, bo še težje, ker nimaš nobene osnove, na kjer bi naj začel razvijati te stvari. Kakšne pa bi bile vaše rešitve za boljši dostop in kakovostno izobraževanje med COVID-19 ali med izredno situacijo? Mislim, da bi bilo v redu, to vse je zelo lahko govoriti, s hindsightom, ker nisi tam v trenutku, ko se vse to dela, ampak boljša pripravljenost, ne zabijati glave v pesek, pa govoriti vse je fajn. Pa generalno tudi ko bi rekel, dedogmatizacija te ideje, da se COVID, pa generalno kjerkoli taka nepričakovana situacija loči nekako od socialnih ali pa političnih stanj in vprašanj, da pač vprašanje ni, ok, kako bomo mi izkoristili to, da je zdaj ta kriza za neko svojo dobit, da bolj bo tako, ok, kako bomo se vsi skupaj zbasali skozi to. Vem, da se sliši preveč pozitivno in optimistično in skoraj naivno, ampak ja, brez tega, da pač se gleda na to situacijo na način, da cilj je pridati skozi vsi skupaj, tudi če se ne strinjamo glede vsega, zdaj je bolje, da dajmo izkoristiti čim bolj, kakor se da, tako situacijo, kot je. Tako da, manj glave v pesek, pa več nekak zjedinjenosti, to pa gre za vse v life, konec koncev, tako da ni nič novega, odkrivam toplo vodo s to izjavo,